Občina Slovenske Konjice že več kot 10 let intenzivno dela na problematiki invalidov. Posebej smo se pa s tem začeli ukvarjati zadnja 4 leta, ko je na pobudo Zveze delovnih invalidov Slovenije oziroma pomočnega društva delovnih invalidov nastala pobuda, neke vrste iniciativa za začetek projekta Občina po meri invalidov. Ta projekt je ustanovljen na podlagi nacionalnega organa in sicer Zveze delovnih invalidov Slovenije. Ta zveza omogoča občinam, ki imajo posluh za invalidsko problematiko, da pristopijo k temu projektu. To pa nekako omogoča občinam pridobitev listine, izboljšanje stanja invalidov. Sama iniciativa, kot je že bilo omenjeno, je prišla strani našega lokalnega društva. Samo inicijativo je potrdila tudi občina, vsekakor pa smo zraven povabili tudi ostale organizacije, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko. Nekako redosled poteka tega projekta je sledeči. Najprej je bila podana ideja, se pravi ta iniciativa leta 2009. Zatem smo ustanovili delovno skupino. Delovna skupina je bila sestavljena iz ljudi, ki se ukvarjajo z invalidsko problematiko dnevno. Torej z ljudmi, ki se ukvarjajo z zdravstvom, socialo, z, bom rekel, ljudmi, ki so včlanjeni v razna društva, ki obvladujejo same invalide. Ta delovna skupina je ocenila stanje na področju dostopnosti, oviranosti, informiranosti invalidov na področju cele občine. Po tej oceni smo pripravili akcijski načrt. Akcijski načrt je vseboval aktivnosti, ki so bile predvidene za izboljšanje stanja invalidov v naši občini. Ta akcijski načrt je vseboval deloma področje grajenih ovir, področje funkcionalnih ovir, področje informiranja in obveščanja. Po pripravi tega akcijskega načrta pa smo ustanovili Svet za invalide. Svet za invalide je v bistvu bil sestavljen iz podobnih članov kot delovna skupina. Ta Svet za invalide pa ima mandat enako kot naš župan. Se pravi, sam projekt traja 4 leta in je vezan na mandat našega župana. Nekako naša situacija v preteklosti, ki jo je delovna skupina ugotovila, je bila ta, da smo imeli zelo neučinkovito medsebojno sodelovanje. Veliko stvari se je že dogajalo na področju invalidske problematike, vendar je vsaka organizacija nekako delala za sebe. Dostikrat se nam je pojavljalo to, da ljudje niso bili dovolj seznanjeni z, bom rekel, nekako problematiko invalidov, niso poznali njihovih potreb. Veliko smo imeli težav z dostopnostjo invalidov do nekih javnih servisov. Veliko krat se pojavilo tudi to, da so bili WC, torej toalete, neustrezne oziroma nedostopne za invalide, predvsem na vozičkih. Skupne aktivnosti se niso odvijale, mogoče nekako navezano na tisto prvo točko, se pravi, vsako nekako izvajajo svoje aktivnosti, ki so se mogoče kdaj tudi podvajale. In pa opažali smo tudi, da je na področju zdravstva bilo še nekaj stvari, ki jih je potrebno izboljšati. Glavne stvari oziroma glavne aktivnosti Sveta za invalide pri našem projektu je bilo to, da smo za potrebe pridobitve te listine izvedli veliko dogodkov za informiranje in obveščanje, dogodkov, kjer so se lahko invalidi sami predstavili na raznih dogodkih. Občina Slovenske Konjice je tukaj pripomogla s tem, da smo razvijali neke boljše podnebne rešitve za boljšo dostopnost. Hkrati smo nekako preprečevali oziroma izboljšali dostopnost, vendar je ta projekt še vedno v teku. Včeraj mogoče Tjaša malenkost drugače vse skupaj povedala, vendar ta projekt se še vedno izvaja. Projekt se bo izvajal do konca mandata, prav tako pa bomo nadaljevali naprej, če bo seveda interes. No, sam svet je tudi delal aktivnosti na področju ozaveščanja medijev. Se pravi, mediji sami so večkrat bili povabljeni kot
bom rekel, predstavniki medijev za sporočanje informacij naprej in pa tudi zato, da smo njih seznanili z potrebami, ki jih imajo invalidi. Poleg tega smo izboljšali medsebojno sodelovanje invalidskih organizacij, predvsem s tem, da smo nekako poskušali preko dogodkov povezovati vsa društva, ki se s tem ukvarjajo. In pa kot zadnje mogoče omeniti tudi to, da smo z nekimi pobudami uspeli tudi izboljšati določene stvari na področju zdravstva. V nadaljevanju bi vam želel na kratko predstaviti nekaj stvari, ki so bile izvedene na tem projektu. Sicer pa je projekt zastavljen tako, da Občina Slovenske Konjice vsako leto pripravi poročilo o izvedenih aktivnostih in ga pošlje Državni zvezi delovnih invalidov Slovenije v preverjanje in pa kontrolo. Zveza kontrolira aktivnosti občin in v primeru, da občine svojih aktivnosti ne izvajajo skladno z nekim akcijskim načrtom, lahko izgubijo to listino. No, na teh fotografijah lahko zgoraj levo vidite primere in pa spodaj levo spremembe pločnikov, kjer smo v bistvu omogočili prehode za invalide. Zgoraj desno je eskalator za invalidske vozičke, kar ste lahko prej videli, ko ste bili v knjižnici. In pa spodaj desno primer klančine oziroma rampe na osnovni šoli, ki je prav tako opremljena z dvigalom. Se pravi, možnost izobraževanja za šoloobvezne otroke ni motena, če so invalidi. Samo informiranje in dviganje ozaveščenosti. Desno, mogoče tista tabla, zasedli ste moje mesto, prevzemate tudi mojo invalidnost. Spodaj, desno, lahko vidite eno predavanje, kjer smo v bistvu povabili predstavniki različnih organizacij, od centrov za socialno delo, predstavnikov medijev, zdravstvenega doma, doma starejših občanov in tako naprej in jih seznanili s potekom projekta, seznanili s cilji, z namenom samega projekta, tako da lahko od takrat naprej skupaj nekako izvajamo vse aktivnosti, ki jih planiramo. Spodaj levo pa mogoče še en primer predavanja. To je bilo letos in sicer je bilo predstavljeno, kako lahko invalidi z nekimi tehničnimi pripomočki izboljšajo svoje življenje. Še mogoče kot zadnje, levo zgoraj predstavitev enega dogodka v Slovenskih Konjicah, ki bo podrobneje prikazan kasneje v kleti Zlatega griča, ko si bomo pogledali tudi enega oziroma dva filma na to temo. Gre za društvo IAHD, to je kratica za International Association of Handicapped Divers, ki se ukvarjajo z delom z invalidi potapljači. Zgoraj desno lahko vidimo dogodek, kjer smo pripravili nekako predstavitev vseh invalidskih organizacij, ki so se lahko preko nas oziroma preko tega projekta predstavile tudi širši množici, se pravi, zadeva bila posebno odprtega značaja. Predstavili so lahko svoje člane, svoje delo in svojo organizacijo. Levo spodaj, mogoče za primer še en dogodek, ki smo ga imeli lansko leto, je sicer predstavitev športnih panog, primernih za invalide. Predstavljali smo vse športne aktivnosti, ki jih je možno v občini preko katerihkoli organizacij, ki so pri nas, izvajati razne športne aktivnosti. In na tej fotografiji je v bistvu ples invalidne osebe z plesalcem iz Ljubljane. Tako, jaz upam, da ste me razumeli dovolj, da je bilo razumljivo. Dobrodošli v Varstveno-delovnem centru Šentjur. Varstveno-delovni center Šentjur je regijski zavod, ima 4 enote. Slovenske Konjice so ena izmed teh enot. Potem imamo še v Šentjurju, Šmarju pri Jelšah, to so dnevne enote. V Podplatu, to je blizu Rogaške Slatine, imamo pa eno enoto, kjer naši uporabniki, varovanci tudi lahko živijo. Varstveno-delovni center Šentjur obstaja že od leta 1995.
Ta enota tukaj v Slovenskih Konjicah pa od leta 2002. To je trenutno največja enota, v njo je vključeno 29 uporabnikov in tukaj dela 6 zaposlenih. 2 specialista za osebe z motnjo v duševnem razvoju, 2 delovna inštruktorja in 2 varuhinje. Naš delovni čas je od 7 zjutraj in do 3 popoldne. Dejansko začnemo že ob 6 z prevozi, ki jih upravljamo. Vozimo iz različnih občin naše varovance z lastnim prevoznim sredstvom in z enim pogodbenim prevoznikom. Vsega skupaj v Varstvenem delovnem centru Šentjur v regijskem zavodu je vključeno 71 varovancev, zaposlenih je 24 ljudi, od tega 3 v administraciji, direktor, računovodkinja in tajnica, ostalo pa vse delajo neposredno z uporabniki. V samem Varstvenem delovnem centru Slovenske Konjice imamo različne aktivnosti, to so delavnice, potem je prostočasne dejavnosti in pa dejavnosti, kot mi rečemo, posebne dejavnosti, kamor spadajo vseživljenjsko učenje, potem športne aktivnosti in pa seveda socializacija. Pod prosti čas pa spada, jaz lahko rečem, vse, kar si zmislimo, kar si oni umislijo, posod sodelujemo. Seveda pa je poudarek tudi na delu, imamo 4 vrste delavnic, to je lesna delavnica, potem umetniška delavnica in pa delavnica kooperacije. Te so bolj aktivne delavnice in pa eno varstveno skupino, kjer so vključeni predvsem uporabniki, ki potrebujejo več nege, več pomoči pri vsakdanjem življenju, več sprostitve, več umirjenega časa in jim lažje prilagajajo njihove aktivnosti. Lesna delavnica že samo pove, kaj se v njej dela, najrazličnejši darilni program iz lesa, umetniška delavnica, v umetniški delavnici delamo izdelke iz tekstila, papirja, gline in pa seveda kooperacija. V kooperaciji delamo pa za različne firme iz bližnje in daljne okolice.